to, da za milongo Carmencita vabimo le res dobre muzikalizadorje, je že znano. Pa želimo le najboljše in skupaj z vami pokušati le dobro vino, kot si ga točijo v Buenos Airesu. In tu ne gre le za dober občutek, predvsem za znanje. Tokratna muzikalizadorka ga ima res obilo. Čeprav tej publiki ni znana, temveč bolj po Evropi in v Buenos Airesu, ima znanja dovolj, da redno predava o glasbi v Buenos Airesu in po Evropi. To pa nekaj pomeni, kaj ne? Njen opis je sledeči. Že 11 let je muzikalizador, organizira tradicionalno milongo v Münchnu in redno potuje po Nemčiji in Evropi. Podaja seminarje o glasbi, predstavlja zgodovinsko ozadje in demonstrira stile in njihove glasbene elemente z namenom, da bi našli več navdiha v plesu. Vrti tradicionalno glasbo s poudarkom na rahli, omikani in včasih celo predrzni, vendar ne bombastični in ne preveč dramatični glasbi. V glavnem izbira skladbe 30. in zgodnjih 40. let, včasih tudi iz 20. in v manjši meri dramatični glasbi iz kasnejšega obdobja. Poskuša menjavati energijo in zapletenost od tande v tando in prelagaja dinamiko in energijo na milongi. Izbira skladbe, ki motivirajo, a ne razburjajo preveč. So umirjene, vendar ne monotone. Romantične, vendar ne pretirano. Glasbo, ki te spravi na noge. Svojo milongo je startala leta 2005. To je bila prva milonga v Münchnu s 100% tradicionalno glasbo. Še vedno ima to milongo enkrat mesečno, ki se imenuje Bailongo, kjer tudi predvaja glasbo. Seveda pa predvaja tudi po drugih milongah v Münchnu. V zadnjih letih je začela več potovati kot muzikalizador in podajati seminarje o glasbi. Vrtela je na milongah, festivalih, encuentrih in posebnih dogodkih po Nemčiji, Nizozemski, Švici, Avstriji, Španiji in tudi v Buenos Airesu. Upam, da vam je zanimivo. Zagotovo jo bo zanimivo slišati 5. septembra ob 21:30 na Vilkarjevi 3. Vabimo vas torej na milongo Carmencita s Terezo Paus. In še, Tina ima rojstni dan in te vabi na kozarček penečega. Se vidimo!